Lepo pozdravljeni in ponovno dobrodošli v mojo družbo. Moje ime je Lili Sorum in danes bom najprej odgovorila na eno zelo pogosto vprašanje, ki ga dobivam od vas. Kako to vi veste? Kako to ona ve? Kar tam stoji pa nekaj govori, pa odkje to ona ve, pa nič nima v rokah. Namreč, če primerjamo numerologijo in astrologijo, jaz verjamem, da zgleda malo hecno. Astrologi imajo te magične izračune, natalne karte, položaje planetov, sinestrije, konjunkcije, take velike učene besede. Podobno Džotiš, podobno vse te podobne vede. Samo numerologija nima nič takega eksotičnega, nima nobenih plaht papirja. Ja, datum je številka. Torej, po 15 letih mojega dela, če bi rabila plahte papirja, pa plonkiče, pa preučevati, kaj enka, kaj dvojka, kaj petka pomeni, pa bi bila slaba numerologinja. Kar pomeni, da za tem ne stoji ogromno znanja. Numerologija je tisočletja stara veda. Vsa stara ljudstva so jo poznala. Na zahodu, na vzhodu. Podobno kot tudi astrologijo. Kitajski cesarji so se naslanjali na modrost astrologov, na modrost numerologov, na modrost tistih, ki znajo Džotiš. Zakaj ne bi tudi zdaj v modernem času zaupali tem vedam? Najprej pa bi poudarila, numerologija ni prerokovanje. Jaz ne moram vedeti, a bo vaš princ na belem konju prijahal na konju, oslu, avtu, avtobusu, a bo sploh prišel. Lahko pa vam povem, da je najbolj ugodno obdobje za to. Lahko vam povem, da bo najbolj pomembno obdobje za vaše odnose, za vašo ljubezen, tudi do sebe, ne samo do drugih. Lahko naredim seveda tudi ujemanje z drugo osebo, tukaj pa potrebujem tudi ime in priimek. Torej, numerologija izhaja tako iz datuma rojstva, kot našega imena in priimka ob rojstvu. Vedno ob rojstvu. Ime lahko spremenimo, o tem bomo posneli tudi eno oddajo, kaj ta sprememba pomeni, ampak vsako črko vašega imena in priimka jaz spremenim v številko. Po posebnih formulah zračunam 5 osebnih števil, zračunam vašo karmo, vaše lekcije, kakšno leto stopate, kakšna so obdobja vašega življenja in še marsikaj, ampak da ne bom predolga. Kako jaz to vem, kaj tale teden prinaša, pa kaj tole leto prinaša, pa veliko krat slišim pa, toliko ste imela prav. Še enkrat bom poudarila, ni prerokovanje, je razlaga obdobja. Vedno pa imamo mi svobodno voljo. Ali bomo neko obdobje, ki nam prinaša, tako kot letošnje leto, ogromno sprememb, ogromno nekega nihanja, povezovanja s tujino, eksotike, dinamike, ali bomo to izkoristili ali ne. Vedno imamo možnost se zadekati v odejo, potisniti glavo pod blazino in reči, mene ni, prespal bom do naslednjega leta, sploh me ne briga. Ali pa skočiti na ta val in pojadrati z njemu. Eden izmed najljubših mojih citatov je: pejte s tokom, ampak prej dobro izberite reko, v katero boste skočili. V letošnjem letu bo teh tako veliko. Če stanemo predej pri spotovi, to bo tako, kot da bi imeli hudournikov milijavžent. Tako kot leta zdaj za mano, koliko je teh nekih mehurčkov. Življenje nam bo dajalo drobce, nam bo dajalo skušnjave, nas bo provociralo. Sigurno nam bo ponudilo tudi tiste stvari, po katerih si nikoli ne bi mislili, da bi lahko posegli. Torej bo dobro in bo slabo, kot vedno v življenju. Saj to ni nič novega. Vi pa ste lahko na koncu letošnjega leta zelo nova oseba. Torej, ko gledamo letošnje leto, ravno zaradi nihanja te dvojkice, pa ničle in tako naprej, da vas ne bi preveč dolgočasila številkami, za vse tisti, ki mogoče ne marate matematike, je tisto, ta vpliv je ta, zaradi katerega se vsi mi spreminjamo. Zaradi 2020 neharmonije v teh številih je bilo lansko leto tako zelo turbulentno in tako zelo naporno. Torej, kako jaz to vem? Datum pogledam. Če berete moja dnevna vodila, imate jih na moji spletni strani, lahko si jih tudi brezplačno naročite in jih dobite vsak dan zjutraj v svoj inbox. Poglejte datum, to je v bistvu številka. Pogledam celoletnico, pogledam dan, mesec, pogledam dan in dan, kombinacijo med letnico, pa potem mesecom, pa potem danim dnevom, pa potem cel seštevek. V glavnem eno kopico računanja, interpretacije je, tako to vem. Po 15 letih učenja in raziskovanja števil, tako to vem. Verjamem pa, da zgleda nekoliko nenavadno, ker jaz takole pridem in rečem, no, poglejte, zdajle bo pa takole, ker nimam kart, ker nimam nekih izračunov, kar pa ne pomeni, da v moji glavi ni delalo. Ko govorimo o samem letu, letošnje leto je leto nihanja, je leto nenavadnosti, torej vse nas bodo začele zanimati stvari, kot je numerologija ali nekaj takega, kar nas nikoli še ni. Torej jaz vam tukaj spodbujam, da ste čim bolj radovedni, bodite ferbčni, raziskujte stvari. Tako sem tudi jaz do numerologije prišla. Stara dobra radovednost me je pripeljala do te vede, ki nam je poznana, kot sem že prej rekla, že tisoč let
Ni prerokovanje, se pravi znanstvena veda, vsak se jo lahko nauči. In zdaj bomo pogledali, kaj pa vendarle nam prinaša tale 4. teden. Število 4 povezujemo s stabilnostjo, povezujemo s tem, da smo zelo osredotočeni vase. Tudi s tistimi ljudmi, ki mogoče numerologije ne verjamejo, kaj preveč, bom čisto iskrena. In za menoj že vidite, kako lahko izračunate svoje število življenjske poti. Seštejte svoj rojstni datum do ene same cifre. To nam bo zdaj pomagalo pri pregledu tedna naprej. Torej, toliko časa seštevate, da dobite eno samo številko, ni važno kako, lahko si pomagate s prsti, lahko si pomagate z mobitelom, s kalkulatorjem. Mi pa kar pričnimo pregled. Tisti, ki ste enkice, torej število življenjske poti 1, pred vami je čas, ko mogoče boste imeli občutek, da energija bremza. Mogoče boste imeli občutek, da imate fantastično idejo, ampak hudirja, ko se kamor nič ne premakne. V komunikaciji bi lahko naleteli na ljudi, ki so zelo rigidni, ki so zelo ozkogledni, ki so mogoče tudi zelo trmasti. Tukaj bom tako rekla, vi ste nekdo, ki ko si nekaj utepe v glavo, gre tudi s to glavo skozi zid. Torej osebe, ki pa so zelo previdne, vam gre včasih na živce. Oboje rabimo v življenju. Ko gremo čez cesto, jaz verjamem, da vsi pogledamo levo, desno, tudi če je zelena luč. Torej, ti ljudje, ki imajo seštevek 4, ti ljudje in energija tega tedna kot 4 je energija te previdnosti, zdrave previdnosti, ko pa vseeno pogledamo, preden stopimo. Torej, za vse tiste stvari, katere bi radi želeli včeraj že, da so se zgodile, se dajte vprašati, ali so dejansko varne. Tisti, ki imate seštevek 2, pred vami je teden, ko se bo treba nekomu prilagoditi, ko bo treba nekoga upoštevati in ta druga oseba po vsej verjetnosti bo, kot smo rekli, rigidna, mogoče ozkogledna, mogoče tudi nekoliko trmasta. Predvsem pa bo način življenja in vas dojemala na način, ki je minil. Se pravi, lahko se zgodi, da pride nekdo z vaše preteklosti, ki vas je poznal leta nazaj in vas dojema še vedno na nek način, ne bom rekla nezrele, ampak manj razvite, kot ste zdaj. Vsi se razvijamo v življenju. Če nas primerjamo kogarkoli izmed nas z osebo, ki smo bili pred 10 leti, je to seveda čisto druga zgodba kot danes. Ni vaša naloga, da njim dokažete, kdo ste, pa kdo niste. To nikoli v življenju ni vaša naloga. Vaša naloga je, da preprosto ste. Vaša naloga je, da vi prepoznavate, kakšni so gradniki vašega življenja, kaj je vam pomembno v življenju, kakšne so vaše korenine in v kaj se vkoreninjate. Torej v tem tednu manj energije tistim, ki vam pamet solijo, in več energije temu, kar vas osrečuje, brez občutka krivde. Tisti, ki imate število življenjske poti 3, pred vami je čas, ko se bo morda zdelo, da je marsikaj nemogoče, da to se pa res ne dela tako, koliko si pa star, kako pa se obnašaš, pri teh letih bi se pa lahko že drugače. To so očitki, to so občutki, kateri bi lahko bili deležni v tem tednu. Skozi eno uho not, skozi drugo ven. Življenje je vaše. Vi ste tisti, ki izbirate, kdo ste. Vi ste tisti, ki izbirate, zakaj ste. Torej, naj bo v tem času to samo potrditev, da mogoče delate kaj prav, da mogoče verjamete v Dedka Mraza. Ne vem, kaj je tisto, kar vi menite, da delate narobe? Kaj vam je zdaj prišlo na misel? Hitro si povejte. Torej, v tem tednu bi se lahko pojavili ljudje ali situacije, ki bi vam želeli zbuditi občutek krivde, naj jim to ne uspe. Če tudi bi ugotovili, da ste nekaj naredili slabše, kot bi lahko, nič hudega. Popravite to. Torej, pred vami je teden, ko bi lahko imeli občutek tistega majhnega otroka, ki je verjel v Dedka Mraza in se je izkazalo, da ni Dedka Mraza. Mine ta občutek, a je tako? Tudi ta teden bo minil. Tisti, ki imate število življenjske poti 4, pred vami je čas, v katerem bi se mogli počutiti bolje. Ne si opisa 4 vzeti za slabega. V 4 ni nič slabega, je pa zelo nekompatibilna z energijo letošnjega leta. Zaradi tega bodo letos občutki in trenutki, ko boste imeli morda feeling, da res ne pašete sem, da je vse podivjalo, da je vse čisto zmešano. Jaz vedno rečem, take ljudje, kot ste vi, potrebujemo, kajti dajejo nam tla pod nogami. Tisti občutek poštenosti, redoljubnosti, ki je potreben. Ampak včasih je treba tudi pokukati ven iz tistega območja udobja, kot mu rečemo, in probati nekaj novega. Če zelo drastično rečem, če tega ne bi storili, potem bi ostali v jamah, potem se ne bi sploh premaknili naprej v svetu. Torej, iz katere jamice pa je pomembno, da vi pokukate ven? To je izkušnja tega tedna. V katero jamico, pod katero odejico ste se skrili, kam ne pokukate ven, kje mogoče ne doživljate življenja ali pa ne živite življenja tako zelo polno, kot bi ga lahko. To bo preizkušnja tega tedna. Torej, ne glede na to, ali vam ta energija paše ali ne, pokukajte ven iz tiste luknjice, v katero ste se skrili. Aj prav?
Tisti, ki imate število življenjske poti 5, pred vami je čas, ko boste imeli občutek podobno kot enke, da se premikate levo, desno, da ste nekako ujeti v nekaj. Ali je to odnos, ali je to način razmišljanja, ali je to počutje. V nekaj boste ujeti tako ali drugače. Kaj vam ta izkušnja nosi? Kaj je nauk te izkušnje? Zakaj ste v tem ujeti? Zakaj vas to pravzaprav moti? In ful mi je všeč ena misel, ki smo prebrala na Facebooku. Če ti kaj ni všeč, se premakni, saj nisi drevo. Torej, kako se lahko iz te situacije, iz tega, karkoli vas moti in drži nekako v svojih krempljih, premaknete? Morda ne bo šlo ta teden, to vas moramo opozoriti, skoraj zikar ne bo šlo ta teden, ampak kako lahko te prve korake, da se stvari začnejo premikati v smeri, v katero vi želite iti, pričnete in morda se dajte vprašati tudi, ali so ti koraki ta pravi, kajti kadarkoli se vedno znova nekako zatikamo v temo, da gremo naprej, je verjetno za to razlog. Vzemite si čas, pa ta razlog poiščite. Tisti, ki imate število življenjske poti 6, pred vami je čas, ko se boste ozrli v svojo preteklost. Poglejte, katere vse strahove ste že predelali in presegli v življenju. Ko ste bili majhni, vas je bilo verjetno česa strah, česar vas danes ni več. Bodite ponosni na sebe. Naj bo tale teden reevalvacije vas samih, reevalvacije vašega napredka, vašega občutka varnosti. Če vas primerjam z Levinjo, Levinja bo branila svoje mladičke ne glede na to, koliko je velik lev, ki je prišel nasproti, ali pa medved, ali pa dinozaver, se ni važen. Branila bo svoje mladičke. Vi ste tudi taki. Tiste, ki jih imate vi radi, jih boste branili z vsem, kar imate. Dajte mogoče tudi sebe v to skupino ljudi, ki jih imate radi. Dajte sebe uvrstiti tja noter in se tudi za sebe postaviti z isto gorečnostjo. To ni sebičnost. To preprosto pomeni, da boste definirali, kaj je tisto, kar je vam pomembno, kaj so gradniki vašega življenja za vas osebno, ne samo za vaše drage. Torej, v tem tednu vas bo življenje nekoliko spodbujalo v tem, da prevedrite svoje zdrave navade, svoj način razmišljanja, svoj način funkcioniranja in kdaj in kako se vi počutite varni. Torej, pred vami ni dolgočasen teden, brez občutka krivde si vzemite več časa za počitek, kajti zna biti zelo intenzivno. Tisti, ki imate število življenjske poti 7, pred vami je čas, ko boste malo več tuhtali, malo več razmišljali, malo več analizirali, ko boste prišli do nekih določenih ugotovitev, spoznanj, ki pa naj vas ne zapustijo do konca leta. V tem tednu namreč se bodo izkazale lekcije, ki prihajajo. Učno gradivo, da temu rečemo, torej to, kar vas bo zmotilo, to, kar vam ne bo prav. In to, kar vas bo zelo navdušilo, so vse lekcije tega leta. Jaz bi vam predlagala, da si to kar zapišete. Je pa velika verjetnost tudi, da boste se, bom kar po domače rekla, obesili na tisto podrobnost, ki mogoče ni najbolj pomembna. To se vam včasih tudi sicer zgodi, ker ste tako zelo natančni, da včasih v kupčku sena najdete eno iglo in potem se držite te igle, čeprav je okrog ful sena in ga mogoče spregledate. Torej, v tem tednu ne preveč vztrajati pri samo eni tematiki, pri samo eni situaciji, pri samo eni osebi, ampak dajte gledati malo bolj široko. Tisti, ki imate število življenjske poti 8, pred vami je ta teden, ki se navezuje na prejšnjega, torej vse ideje, ki ste jih dobili prejšnji teden, jih dajte nekako spraviti v smiselne korake. Napišite si nek plan, napišite si nek urnik. Je čas, ko je prav, da več počivate, da poskrbite za svoje fizično telo in je čas, ko premagate strahove. To velja za vse nas, za vas pa še posebej. Nič ni nedosegljivega. Je pa možno, da ni dosegljivo v tem trenutku. Torej, pejte iznad okvirja časa. Ne zahtevajte vse takoj. Jaz vem, da zakon privlačnosti je zelo priljubljen, ga ne kritiziram, ampak trdim. Določene stvari vseeno zahtevajo svoj čas. Še noben dojenček ni prišel na svet takole. Še vsak dojenček, da je bilo vse v redu, je potreboval svojih 9 mesecev. Torej, kateri vaši projekti, dojenčki, načrti, želje potrebujejo teh 9 mesecev? Dajte jim ta čas. In na koncu imamo še tiste, ki imajo število življenjske poti 9. Pred vami je čas, ko bi se lahko oglasili strahovi in slabše situacije iz preteklosti. Kaj pa, če bi jih kar tam pustili? Kaj pa, če bi rekli, če si zdaj predstavljamo strah ali pa nek občutek, ki se zbudi v nas, kaj bi mi rekli, stari čau, kaj zdaj, kaj dogaja? Nič fajn te je bilo videti, ne, dio. Mi smo tisti, ki odločamo s čim, s kom. In zakaj in kako se bomo ukvarjali. Kaj če bi samo rekli tem strahovom, tem pomislekom, tem občutkom manj vrednosti. Čau, fajn se mej, jaz se ne bom se s tem ukvarjal. In šli naprej.
Dajte poskusiti. Verjamem, da mogoče zdaj zmigujete z glavo, ampak včasih je res tako zelo preprosto, včasih tudi ne. Ampak recimo, če je v 80% možno, dajte probati. Predvsem zaupajte vase. V tem času mogoče bi se lahko zdelo, da ste preveč čustveni, preveč razdražljivi, ta teden bo minil, prisluhnite sporočilu, tem občutkom. Tole je bil pregled za tale teden. Jaz upam, da vam bo pomagal v dneh, ki prihajajo. Pred nami je teden, ki na nas vpliva z vplivom števila 4, ker je 4. teden. Zdaj bomo povedali pa še malo več, kaj to pomeni. 4 je pri Indijancih denimo sveto število. Imamo 4 letne čase, 4 temelje hiše. Marsikaj je povezano s to štirko. Predvsem pa občutek varnosti. In občutek varnosti v resnici lahko damo samo mi sami sebi. Služba, zagotovljen prihodek, varen dom, nam lahko podaja občutek ugodja, preskrbljenosti, bom rekla tudi navajenosti. Nikakor pa se ne počutimo varne samo zato, ker imamo službe. Ali pa samo zato, ker zraven nas hodi en medved in nas bo vahtal. Ta občutek varnosti izhaja iz nas samih, ne glede na to, kaj se dogaja okoli nas. Ta občutek varnosti imamo ali nimamo. Kot sem prej rekla, tudi čez cesto, ne glede na to, da gori zelena luč, običajno vseeno malo pokukamo, če kje kdo ne drvi. Letošnje leto bo naporno. Ne bom zavijala v vato, bo. Ker bo veliko držljajev, ker bo veliko teh nekih mimoidočih avtomobilov, pa biciklov, pa avionov, pa dronov, pa ptičev. Vsega boga bo. Ampak vi ste pa vi. Vi pa ne glede na to, ali ste tukaj, ali vas damo sred indijanskega plemena, ali vas damo v puščavo, ali pa nekam na Havaje. Ste vi. Torej, letošnje leto, podobno kot lansko, bo ozaveščalo, kdo ste vi v najbolj ekstremnih situacijah. Kajti takrat včasih sploh prepoznamo, kaj nam je pomembno. Včasih rabimo nekaj izgubiti, zato da vidimo, kako zelo nam je dragoceno. Pitna voda, denimo. En izmed redkih v svetu smo, ki imamo še vedno pitno vodo, ki priteče ven iz pipce. Že v Evropi je marsikje ni več, kaj šele kot drugod. Nam je to samoumevno. Marsikaj v življenju nam je samoumevno, dokler tega ne izgubimo. Poglejte hude potrese, ki so se dogajali. Ti ljudje verjetno gledajo na svoje življenje zelo drugače. Torej, v življenju vedno lahko najdemo nekoga ali nekaj, ki je v zelo slabšem položaju kot mi ali v zelo boljšem položaju kot mi. In to ni bistvo. Bistvo je, da se posvetimo sebi. In tale 4. teden nam bo pomagal točno pri temu. Vedno znova nas bodo dogodki, nas bodo misli, nas bodo mogoče tudi provokacije drugih ljudi nazaj vračali k sebi. Vi ste tisti, ki se odloča, kako bo odreagiral, pa prav nihče drug. Jaz vas lahko še tako zelo provociram, lahko sem še tako zelo nesramna, pa se boste vi ultimativno odločili, a boste rekli, ok, Lili, tole je bilo pa malo preveč, zdaj pa jaz grem. Ali boste prišli z lopato, pa se boste z mano tepli? Ali kako boste odreagirali? Ali boste šli k prijateljici, pa Lili, je tako grozna, jaz. Ljudje smo si različni in to je prav. To je edino pravilno. V tem tednu pa opazujte svoje odzive. Kakšni bojo odzivi na tiste situacije, kjer imate občutek, da niste varni. Kaj v resnici vam daje občutek varnosti? Ko govorimo o medsebojnih odnosih, mnogokrat vztrajamo tudi v partnerskem odnosu, ki ni dober, ki ni zdrav, v prijateljskih odnosih, kjer se ne počutimo cenjeni, kjer se ne počutimo spoštovani, kjer se ne počutimo upoštevani, ker to poznamo. Vse veste, kaj pravijo, boljš vrabec v rokah, kot golob na strehi. Ampak, če vedno v življenju jemo samo jabolka in nikoli ne probamo pomaranče in drugega sadja, kako bi sploh vedeli, kaj vam paše, kaj je za vas dobro, kaj je za vas zdravo, kaj je tisto, kaj je the best? Težko, a ne? Letošnje leto bo zmetalo na nas od pomaranč do ananasa in vse vrste zelenjave. Ni vsaka dobra za vas. Nekaj, kar je dobro zame, mogoče ni dobro za vas. In tale teden pred nas prinaša ravno to vprašanje. Kaj je za vas zdravo, kaj je za vas dobro, na način resnobnosti. Jaz vem, da bomo velikokrat to vprašanje ponavljali, smo ga že navedli. Letošnje leto, v bistvu rdeča nit tega leta je, da prepoznavamo sebe, da prepoznavamo svoje meje. Torej, če se vrnemo k občutku varnosti. Velikokrat občutek navade, občutek poznanosti zamenjujemo z varnostjo. Zato vztrajamo v nekih omejitvah, v nekih okovih, v nekih situacijah, ki se zdijo varne, zato ker so poznane. Ker včasih lažje vztrajati tam, kjer vemo, kaj bo, tudi če bo slabo,
Ampak saj vemo, kaj bo slabo, ker pa če gremo ven iz tega, pa ne vemo, kaj vse groznega bi se lahko zgodilo, ker tukaj saj vemo, kaj bo. Se pravi, če vam nekdo vedno znova laže, vi sicer veste, da to ni okej, ampak točno veste, da se vam bo jutri spet zlagal ali pa naslednjič spet z nekom, še zmeraj je to boljše, kaj pa če se vam lahko zgodi, če se vam nekdo zlaže, pa vas še polije z vodo. Hecam se malo, pa malo pretiravam zraven, zato, da bi doumeli, kaj hočem povedati. Letošnje leto, če bi nam to bilo všeč ali ne, če smo na to pripravljeni ali ne, nas bodo dogodki vedno znova nekako potiskali ven iz tega območja poznanega. In če ga kakorkoli zamenjujete z varnostjo, bo po vsej verjetnosti marsikaj tistega ključnega v vašem življenju razpadlo. To ni nujno slabo. Včasih preprosto nimamo te korajže, včasih preprosto nimamo tega poguma, da bi rekli, ok, zdaj bom pa začel nekaj na novo, drugače. So ljudje med nami, ki so taki, ki spremenijo svoje življenje takole. In so ljudje med nami, ki jim to ne gre. Tisti, ki se težje prilagajate, ki se težje spreminjate, ki imate raje rutino in neko vsakodnevno bazo, ki se ne spreminja, boste v tem tednu in v letu, ki prihaja, postavljeni pred velik izziv. Moj nasvet vam je, ne se bati tega leta, ne se bati izzivov, ampak izkoristite te možnosti. Torej, če imate občutek, da ste nekje ujeti, da nekje nečesa ne morete spremeniti, da je nekaj že 100 let tako, kjer dolg čas. Kje v vašem življenju se tako počutite? Kje imate občutek, da že dolgo ni bilo spremembe, da so stvari zelo monotone, dolgočasne, sive kot moja obleka, mislim. Kaj je bilo prvo, kar vam je prišlo na misel? Zapišite si to, takoj zdajle. Ne glede na to, če ste pred televizijo, vzemite papir, zapišite si in na temu dajte delati. In ko bo konec oddaje, napišite vsaj 3 različne primere, kako boste to spremenili, kako lahko to spremenite in kako bo to vplivalo na vas. Kajti, saj veste, kaj pravi Paulo Coelho. Čoln v pristanišču je varen, ampak tam zgnije. Je že res, da ga lahko razbije nevihta, ampak je vsaj nekaj oceana doživel. Torej, če bi pogledali svoje življenje, koliko neviht ste preživeli? Kolikokrat ste se mogoče razčehlini na čereh oceana življenja, če smo malo poetični? Kolikokrat ste bili razočarani? Kolikokrat ste nekoga izgubili? Kolikokrat ste mogoče napačno ocenili, da je nekdo ali nekaj dobro? Vsi smo že kdaj šli na limance. Vsi imamo to za seboj, boljše in slabše izkušnje. Ampak tukaj ste pa še zmeraj. In pred nami je teden, ki vas bo točno na to opomnil. Se pravi, spomnil vas bo, da ste morda mnogo močnejši, kot se vam zdi. In da čeprav včasih je teden, mesec, leto, življenje monotono, ne pomeni, da ste zato z vami kaj narobe. Torej, ne glede na to, da nas bo letošnje leto šejkalo, pa pretreslo večkrat, naj to ne pretrese vas. Torej, tale štirka bo ta teden nam pomagala razumeti, da občutek varnosti okrepimo samo mi v sebi, da to, da se nekaj ponavlja, ne pomeni, da je tako prav. To, da je nekaj nekje zapisano, da je prav, ne pomeni, da je v resnici prav. Vse veste, kaj pravijo. Mi se odločamo, ali bomo ravnali prav, tudi takrat, ko nihče ne gleda, ali ne. Ne glede na to, kaj v zakonih piše, ne glede na to, kaj sosed naredil, ne glede na to, kaj vse so druge naredili slabšega, kot mi, ampak glede na našo lastno integriteto. Torej, stopamo v prvi teden, tudi 7. bo tak, ki bo preizkušal našo lastno poštenost, kar pomeni, da ta in naslednji teden boste imeli priložnost vsaj enkrat biti morda ne preveč pošteni, odgovorni in marljivi. In tam se bo pokazal vaš karakter. Ali boste, ne glede na to, da imate možnost malo pogoljufati, to storili, ali boste vseeno korektni in pošteni in rekli ne, ne želim biti taka oseba. In če se vrnemo k številu 4, kot sveto število, kot 4 strani neba, 4 letni časi, 4 temelji hiše, tudi vas gradijo 4 stvari. Fizično telo, čustvena zrelost, duhovna zrelost, osebnostna zrelost. Torej, vsem tem 4 področjem se dajmo v tem tednu enakovredno posvetiti. O zdravi prehrani, o gibanju smo že spregovorili, ta proces je že pričel, torej kako lahko ste bolj zdravi v svojem vsakdanjiku in ali dejansko to tudi ste. Kaj pa vaša čustvena zrelost? Bi dejali, da mogoče tukaj bi lahko še kaj naredili ali ne? Kako bi lahko bili bolj čustveno zreli? Osebnostna rast. Ali prebirate knjige, gledate kakšne delavnice, kako osebnostno rastete. Vsak ima svoj način razvoja. Nekaj, kar je mogoče meni blizu, mogoče vam ni.
Pomembno je, da poiščete tisti pristop, tisto teorijo, tisti način, ki je za vas dober in za vas učinkovit. In duhovna rast. Koliko časa dejansko na dan porabite za to, da tudi duhovno rastete? Kakšen je vaš odnos do duhovnosti, do koncepta Boga ali višje sile? Kakšen je vaš odnos do ezoterike, do vseh teh ved? Danes smo opisali malo numerologijo, omenili smo tudi astrologijo, tudi džotiš, še marsikaj poznamo, kar je tisočletja staro in je bilo nekoč zelo spoštovano, pa danes paši v lari, fari, mambo, džambo, to je vse, nategovanje, šelebajzer. Ali vi to tako gledate ali ne? Kakšno je vaše mnenje? Torej, tale številka 4, ki bo z nami v tem tednu, se nas bo trudila usmeriti v vsa ta 4 področja življenja. Torej, zdaj, ko se bo oddaja končala, vzemite tisti papirček v roke, katerega jaz upam, da ste prej že vzeli, in dopišite za vsa ta 4 področja. Ali se počutite izpolnjeni, ali se počutite varni, ali se počutite močni, ali se počutite vi. Kdo ima od vas pravico zahtevati, da spreminjate svoje fizično telo, svoje čustveno doživljanje, svojo osebnostno raven in duhovno prepričanje? Ali ima kdo pravico to zahtevati? Ali ima nekdo pravico reči, ti poslušaj, ti pa narobe delaš, to moraš pa vse spremeniti? Ali ste vi tisti, ki odloča, kako ravnate s svojim fizičnim telesom? Kakšno je vaše fizično telo? Čustveno doživljanje, izražanje, komuniciranje, osebnostna rast in razvoj. Kdo ste vi kot osebnost? Kakšen tip človeka ste? Kakšen nivo človeka ste? In ne nazadnje, tudi kakšno duhovno bitje ste. To so taka močna življenjska vprašanja. Cel teden časa imamo pred nami, da na njih odgovorimo. V naslednjem tednu nas čaka malo bolj dinamična energija, ko pa bodo vsi ti odgovori bodo na preizkušnji. Torej, dajte se jih zapisati, jaz verjamem, da jih bo čez kakšen teden, 2, 3, 6, 10 zanimivo prebrati, kajti predvsem ob koncu leta, če jih boste šli prebrati, še enkrat boste ugotovili, kako zelo ste se tudi vi spremenili v tem času. Torej, dragi moji, upam, da tale štirka nam bo pomagala prepoznati, kako zelo močni in varni smo v bistvu v svoji lastni notranjosti. Seveda pa vas vabim, da se mi pridružite tudi drug teden, znova ob 8 zvečer na ETV, da pogledamo, kaj pa 5. teden prinaša, ki nam bo dal vetra, imam jaz občutek iz vseh teh številk, ki sem jih na začetku omenila. Če vas zanima malo več o numerologiji, o vašem številu življenjske poti, o vašem ujemanju z drugimi osebami, me seveda poiščite na www.lili-sorum.com ali na YouTubeu, ali na Facebooku, ali na Instagramu, marsikaj imam marsikaj zapovedati, veliko teh stvari je že napisanih, si jih lahko samo preberete. Predvsem pa v tem tednu dovolite sebi izraziti tudi tisti strah, za katerega bi morda menili, da bi ga mogli že prerasti. To je moj zadnji napotek za vas. Nič hudega ni, če vas je strah. Jaz priznam, da se zobozdravnika tako bojim, kot 2 let star otrok. Problem pa je, da to, česar se bojimo, velikokrat potem prikličemo, zato ker to dojemamo kot realno. Jaz se zobara bojim s celim telesom, ne samo z unim zobom, v katerega bo vrtal in bo seveda dal injekcijo in pojma ne bo imela, da je blizu. Torej, če vas je strah, dajte sebe objeti, tako kot bi objeli 2-3 leta starega preplašenega otroka. In si povejte, da mogoče zdaj le ni okej, ampak da bo okej. Včasih je treba strah preprosto validirati. Preprosto si povejte, da nič hudega, če vas je strah. Še vse nas je. In potem pa idemo v tale nov teden in dajmo ta strah premagati. Ej prav. Hvala vam za vašo družbo, veselim se vas naslednji teden, torej v ponedeljek ob 8 zvečer se vidimo, ko bomo pogledali, kako nas bo šejkala petka. Do takrat pa, imejte se lepo. Pa, pa!